Dober dan in dobrodošli v novi epizodi AS podcasta in hkrati zadnjega premierligaškega v tej sezoni. Nejc, Denis, Tine, živijo? Živijo. Sem danes zapiske, tako da bo malo bolj po scenariju bo šla zadeva, bomo probali, ampak kar ni v zapisniku, je to, Denis, kakšna je piva v Manchesteru? Se ne, da je to že četrto vprašanje v roku zadnjih 10 dni. Piva. Koliko si je spil, mogoče bolj vprašanje? Misliš končno številko, poprečno čez dneve? Poprečno čez dneve, mogoče boljše, ja. Bo bolj ponazorilo tvojo profesionalnost. Pa tako, 3,3, ne vem, tako. Ne, problem je, da je drago, 6-7 funtov, tudi 8, ki je bliže Old Trafforda, Etihada, pa da je veliko več alkohola, ne? To je po 6,5-7%, to je... Spiješ 2, ni isto kot le 2, ne? Samo balki lahko zdrži to. To so druge dimenzije, druga konstrukcija, tako da, ja. Kaj ja? Povedal sem ti številko, povedal sem ti... Ok, daj cene. Cene, vse veš. Da je avanturist. No, malo povej tvoj prvi teren, tak samostojen, nisi imel nobenega zraven, ki bi ti reševal rit, kako je zagusti. Bili smo precej daleč, da bi te reševali, kako je... Neki tis, kar smo lahko smo rešili tvoje napake, ampak kaj pa tvoj občutek? Pa iskreno bolj stresno, kot sem pričakoval. Jaz sem to mislil, da bo bolj fluidno šlo skozi, da bo res bolj turistično to, pa se še kaj naredi, pa to, ampak jaz sem gagal stari, mi smo delali k žvine. Začeli se je tako, da smo petek smo prišli tja v Manchester, malo pogledali teren, kako pa kaj. Zelo blizu Etihada smo bili, midva sva snemalcev, sem imela hišo 5 minut peš stran od Etihada, kar je bilo dobro. 10 minut z avtom do Old Trafforda, 10 do centra, 10 do Piccadillya, te train station, da smo lahko šli, ko smo šli še v London. Kaj pa kulinarika angleška? Slabo. Na hamburgerjih smo bili za nič, mislim, rabim za en detoks, da se malo pucam, ker ni bilo dobro. Mislim, bila je dobra, dok sem bila snemalcem sama, neki jajčki, angleški breakfast, tako smo neki furala, poko sva balkija dobila, pa razpad sistema. Kebabi pa burgeri. No, to je pa, se veš. V glavnem, pa smo pa začeli, sobota, smo gledali Fulham City, v enem pubu, slabše od pričakovanj, sem mislil, da bo to nek ambient, da bo to malo tako navijaško, slabo. Ja, pa se v Cityju pogovarjamo. Potem nedeljo smo šli na Old Trafford. Da se odplaknili skoraj. Ja, dobro, da je pol začel tako padati, ker drugač bi tekmo, ne? In kako bi to sfurali. Bilo je fajn, bilo je lušno, začel se že veliko prej, doživeli smo tudi ta ambient, slačilnice, tunel, zelenica, tribune, medijski prostor, hudo. Tako, tam je bila prva izkušnja, ko se srečaš z resnim nogometom. Tudi z zvezdniki, ne? Tako kot sem rekel, jaz snemam tam ta uvod v tekmo čez tunel in tam me tako gleda. Cool, top. Ko smo delali tam studio, ko smo imeli tisti svoj box, pa zraven Wayne Rooney, pa Gary Neville, vse te legende, je to... V nedeljo si imel Andyja Cola, pol v ponedeljek si govoril z Edersonom, pol si z Guardiola, Guardiola te je odpikal. Koga si imel pol še, pa smo še Odegaard, pa Shea Given. Stari, mladi, vse, kdo pustil poseben vtis na te, ali je bilo vse tako strogo profesionalno? Ederson, faca, full, tako, za zajbancijo. Sam si ga začaral, ne? Šel je oko naslednji dan. Ederson je bil ful uškan, čeprav jaz dvomim, da se je Velikonja spomnil, da je tudi tako politično zapakiral. Mi smo ful lepo pripravili, ampak ne vem, ne moram dati roke v ogenj, da se je Etija spomnil. A ste mu prej povedali, ali je prvič ga videl dejansko to, kar smo videli v prispevku? Nič. Videl ga je na screenu, ne. Zdaj, ni točno vedel, kaj ga čaka. Po smo tisto zaplejali, je bilo malo good guy, good player. To bi tudi zate rekel. Ja, tako da kako je bilo to dejansko pristno, ne vemo. Andy Cole je bil zatežen.
res, da nas je malo čakal tam 5 minut, da smo mi to vse povezali, vzpostavili, je bil malo... Mi smo gledali tle na satelitu, smo gledali pred tabo je imela intervju ena Azika, ne vem iz kere države je bila. Hong Kong, ti jaz povem. Hong Kong, Ja. lase do kolen, ne, Ja. in je, ne vem kaj, imela neko oblekco in je, ni imela kam telefona dati, ne vem, si videl to, ni imela kam telefona dati med intervjujem in je prosila Cola, če ga da v žep, pa je rekel ne. Ni hotel spraviti njenega telefona. In pol je ista punca naredila to, kaj ste imeli pa, kaj je bilo pa pol še ena druga tekma, je bil pa, kdo je bil pol si še gost v Manchesteru? V Manchesteru Shea Given. Je bil pa zdaj na Etihadu, je bil pa Shea Given. No, je imela še Shea Givena, on je pa dal telefon v žep. Shea Given je bil cool, ja, Shea Given je bil cool. Golman pač. Andy Cole je bil, Odegaard pa tudi, no, mali Norvežan, mali je bil v tej situaciji, par dni pred tekmo, verjetno so se zavedali, da jim ne bo ratal, ne. Tako da ni bil glih neki zelo razpoložen, ampak drugače pa... In prišel si do zaključka, da smo golmani ena, Da ste še golmani bili smo kar v redu, ne? še Smo najviše. kar v redu, ne? Intelektualno je to drug svet pač. No, No. folk ne ve, kako je to kontrolirana, organizirana zadeva. Ne? Ti imaš znotraj tega realno zelo nekega malo manevrskega prostora, skozi pod nekim stresom, pritiskom, omejitvijo časa in ta industrija v zadju, ko vidiš, kako poteka tudi to, te izjave po tekmi, vsak stadion ima, vsaj te moderni imajo v spodju urejene prostore, kamor te igralce po tekmi pripeljajo in dajo 5, 6, 7, 8 intervjujev zapored, ne. Tako da tudi velikokrat se pogovarjamo, ok, večinoma so te intervjuji po tekmu najbolj možno klišejski, ne. In ko to vidiš, ne, kako to poteka tudi tam od blizu, ti je čisto normalno, ker kje boš ti zdaj ful originalne izjave dajo, tam te pa še 17 ljudi čaka, še naslednji intervju, valjda so te ljudje maksimalno profesionalni, zdaj pa, da oni ful komi čakajo, da bodo tap man, tap, vsem izjave, pa več ali manj so tako vprašanja vsa ista, ne, je tudi za njih. Ampak mene pa glih to me je najbolj pozitivno presenetilo od vsega, da so tako dostopni, to je zdaj relativno, ampak kako razumejo to, pomen te industrije, medijske, ne. Se pravi, mi ko smo bili na proslavi naslova prvakov, to je bilo 26 medijskih hiš iz celega sveta, Hong Kong, Južna Amerika, Evropa, Španija, vse, v glavnem vse. In to je bilo 30 metrov ljudi, 30-metrska vrsta, snemalec, reporter in vsi so se ustavili, vsi so dali izjavo. Guardiola je bil 10-15 minut tam, Rodri za Špance, Hrvata smo dobili mi, Portugalce so dobili Južnoameričani, tako ful dostopni, ful razumejo, tudi Arteta, naprimer na Arsenalu, ko smo imeli to izkušnjo, bil tako dostopen, niso neki bili naduti in razumejo, da jim to prinaša denar in imajo zelo profesionalen in lep odnos do tega. Oni imajo to prav poštimano. Jaz, ko sem bil februarja, sem delal Declana Ricea, sem se tam z eno žensko iz ta PLP Premier League Production pogovarjal. Me je prav zanimalo, kako je to urejeno s klubi. To sem glih hotel vprašati. Kako je to recimo da ta oni imajo, legende? ona je meni rekla, največji problem imamo z Luton Townom. Zakaj? Zato, ker niso navajeni. Ker so prišli iz druge lige, kjer je imel trener pred vsako tekmo ono presico, pa Luton je imel še v enem kafiču tam presico, dokler ni prišel v Premier Ligo. In to je to. Nobenih 1-1, nič. V Premier Ligi imajo pa, ne vem, je to pogodba z ligo ali karkoli, imajo obveznost. Vsak igralec mora biti za vsakih 10 nastopov v Premier Ligi, mora biti na voljo za ta tako imenovan ICS. To je to, kar si ti delal z Edersonom, pa Nataša, pa z Odegaardom, pa Thierry Henry, pa tako, ok, Henry je Legends intervju, ampak vsak igralec, ne glede na to, ali je to, ne vem, Ross Barkley z Lutona, ali je to Cristiano Ronaldo, ko je bil v Manchester United, za 10 odigranih tekem mora biti na voljo za intervjuje za medijske hiše po celem svetu, plus trener mora biti 2 do 3 na sezono na voljo. Ne, zato je tudi bil Guardiola pred najpomembnejšo tekmo sezone na voljo, ker ponavadi bi klubi hoteli ga zaščititi pred tako tekmo. Ne, ampak ker je bil samo 2, je mogel biti še 3, tako da so dejansko obligirani. Si tle na areni imamo tudi špansko, italijansko, francosko ligo, ne, pa tega ni. Ne. In pol vidiš razliko, Angleži vejo, kaj delajo.
ampak še enkrat se vračaš na to, da je to pač ta ekstremno kontrolirana stvar. Ne. Ti recimo, Haaland je nek tak primer, da je, oni v bistvu te mix cone pa pri njih ne obstaja, ne. Vse je kontrola, ker recimo mi, ki delamo v slovenskem medijskem prostoru že 100 let, mix cona je nekako po tekmi una, kjer ti sprehodaš in loviš, se sta bila videla tudi na nasprotni strani tega. Recimo Haaland v mix coni nikoli v življenju se ne bo ustavil, ne. Enkrat sem prav bral nek članek o tem, strogo to uno, kar morajo, izven tega ni šanse, ne. In tudi... Ampak to, kar morajo, je več kot v drugih ligah. Absolutno, absolutno, ne. Produkt je, zato pa reče, da je to nek nogometni NBA dejansko, ne. Oni najbolj razumejo to, kako moraš ta produkt tržiti, prodajati, ga tudi skozi fopati, ne, in ponujati folku, ne. Ampak je pa tako, kot Denis rekel, ne. To je strogi profesionalizem, izven tega pa ne skač nikamor, ker boš dobil. Tako, to sem hotel reči, ko si glih Haalanda omenil, ne, lani, ne vem, februarja lani sem delal Haalanda prek Zooma in smo dobili odobren intervju in na dan intervjuja so prišle ven novice o teh 115 obtožbah za Manchester City, ne. Jaz imam pa intervju s Haalandom recimo 3-4 ure kasneje in vprašanja sem pa jaz poslal že pred tem in so jih potrdili, ne, nevezano na to. In mene kliče tako urco 2 pred intervjujem, ena angleška številka, se javim in pravi, hi, here's Harry from Manchester City, PR-ovc Manchester City, me je klical in rekel, vse super, kar ste napisali, danes je prišlo to pa to ven, samo da veste, da Haaland ni na voljo za vprašanja o obtožbah za finančni fair play. Če boste to vprašali, bomo mogli nemudoma prekiniti intervju, ne. Kar je neke vrste tudi cenzura, ne. Tudi, ne vem, to se je meni zdaj zgodilo. Meni se je to zdaj zgodilo z Odegaardom, tako kot je rekel Tine, kontrola, absolutno, 100% kontrola. Jaz sem isto mogel poslati vprašanje vnaprej in tistih mojih 10 vprašanj sem poslal in eno izmed njih je bilo, me je zanimalo, kakšen odnos imata s Haalandom zdaj tekom title racea, če se slišita, če karkoli. In drugo je bilo vezano na Ligo prvakov, Arsenal Liga prvakov, tako na to temo sem dobil nazaj mail, ven morate leteti Liga prvakov in Haaland. In potem sem jaz rekel, ok, v redu, in sem dal 2 nova noter. 2 novi vprašanji sem dal notri in ker je bila glih aktualna VAR, ker so se malo, pa Harry Maguire pa to uno, sem ga vprašal za VAR in za Benja Šeškota, ki so bili glih aktualni in glih se mi je tako malo poklopil, da sem jih lahko elegantno not plasiral. Jaz ga vprašam in eno in drugo in sam čez 1 uro dobim mail, bi prosili, če lahko in Šeškota in kar se tiče VAR, če se lahko umakne. To so meni naredili, ker sem imel Jamesa Madisona in sem na koncu sam v briefingu sem napisal, da bom imel na koncu Q&A, kratko vprašanje, najljubši film, bla, bla, bla. In eno od teh vprašanj je bilo celebrity crush when you were young. In je on odgovoril Cheryl Cole. Pevka, nekdanja žena Ashleya Cola, ne. In se je smejal, rekel, kaj bo žena rekla nekaj v tem smislu, Cheryl Cole. Jaz sem rekel, top, ok, super, pač on igra za Tottenham, Ashley Cole igral za Arsenal, pa za Chelsea, pa ta je odraščal, ko je bil Cole že na sceni in je isto pol prišel mail. Čeprav je on odgovoril, pač super, ni ga šokiralo vprašanje, še nasmejal se je odgovoril, ne, ampak tisti, ki so poslušali, so rekli, verjetno to za njega ne bi bilo dobro, čeprav naš intervju ne bi bil viralen najbrž, ne, razen če bi z tega nekako zgodbo naredili in so pol me klicali oziroma poslali mail isto, da celebrity crush mora iti ven. Najbolj ne bom nikoli pozabil, ko si imel Dalota, ne, pa so ti že naprej povedali nič na Ronalda, ne smeš, pa samo zato, ker sta rojaka, ne, če bi bil zdaj... Pa ker sta frenda, pa je logično, da bom kaj vprašal. Isto je bilo zdaj naprimer z Guardiolom pa Kovačičem. Po tekmi, se pravi, gužva, vse posod, govorimo hrvaško, PR-ovec zraven, diktafon, snema, vse se snema. Pa ne razumem, sanja samo ne o čem govorimo, ampak da je pač kontrola. Se to po svoje pač dela, tako smo rekli, po svoje hočeš imeti neko... Veliko ti dajo, ampak s tem je tudi nek ugled samega fuzbola, sam to in glih to je tisto, veš, hiter je lahko tista meja, ki ga šlah čez. Pa je lahko neokusno. Mislim, host broadcaster Sky Sports lahko vpraša, kar hoče. Ne. Mi, ki smo iz tujine, ki itak tega ne bi dobili, če ne bi oni nam dali, ne, nam se pa lahko privoščijo. Sky Sport je pa drug svet. Mi smo tam čakali za ograjo, oni imajo tam svojo ogromno mizo, takoj, se pravi, dvig pokala, ma ni minilo 2-3 minute, De Bruyne, Walker, Guardiola, Stones so že bili tam, ko smo mi še 15 minut pol čakali na ostale izjave. In ko sem rekel za Haalanda,
zdaj je čuden stari. Ki smo bili mi smo se dejansko gibali, tako kot mi sedimo v takih kratkih razdaljah, smo bili s temi zvezdniki in Haaland, on se že po igrišču tam se tako okretno giblje, malo štorast, malo smota, ne da nič. Prišel je dati izjavo samo za norveško televizijo, muka Isusova mu je bila, pol se je folk hotel malo slika z njemu, kdo prišel itak z unimi njegovimi rokami, robotskimi, jih je že tako malo skoraj odrival in pol se je pa tudi v roku 20 minut se je pobral in šel, ker Grealish, Walker, to je bilo pivkara na pivkaro že tam na proslavi, ne, tako da bili so dostopni, zelo dostopni, ampak kakor kdo, nekomu paše, nekomu ne. Guardiola je izgledal, da se je zelo dobro počutil ob tem, Ruben Dias, naprimer, Akanji, so fantje, ki jim to ustreza, odgovarja, Ake, so pa tudi mangupi, Grealish, Walker, ki pa... De Bruyne tudi. De Bruyne pa malo smota, no. Njega fuzbol sploh ne zanima. Ja, mislim... Izven tega, ki ga on igra na igrišču, ga po mojem... Tako je bil, tako pošten, da mislim, da bi se ga vsaka mati želela zazeti, pravila. Najbolj bizarna stvar pri De Bruyneju je to, da on je v bistvu ful introvertiran tip. To znana zgodba je, da je on, ki je šel v Belgiji, ki se je uspenil in je šel v Genk, je prišel k tej prvi rejniški familiji in sta ga te dva čez čas zavrnila, ker je bil fant toliko zaprt, da nista vedela, kako naj funkcionirata z njim. In je on čez vse te stvari lezel in tako, da to so zikrat tudi, ja, to so zikrat tudi neke karakterne lastnosti, ki tudi v odraslem življenju se pač na nek način poznajo, kako on funkcionira, tako bizaren background. Kaj je bilo meni tudi interesantno, jaz sem imel tam ta naš studijski boksek je bil direkt pred zaključnim ogrevanjem igralcev Manchester City, se pravi zadnje, skipping, šprint, ne. In jaz zdaj nisem gledal tam kopačke, pa to, pa jaz sem zdaj tako njihovo obrazno mimiko gledal, pa ta body language, ipak je zadnja tekma sezone, ipak igraš za prvaka. Modeli tako skulirani v nulo, se pravi noben pritisk, nobena trema, nobeno zdaj neki da bi bilo, da bi kdo bil malo zaradi De Bruyne, sem se spomnil, ker se rekel, to je maksimalno skontrolirano, vse naredijo tisto svoje, kot pač še en normalen dan v pisarni. A si videl Rodrijevo izjavo po tekmi, zakaj so bili oni prvaki, ne Arsenal? Pa takrat, ko je bilo 0-0 na Etihadu, Arsenal ima zihar še enih 5 točk prednosti po tej tekmi. Ampak Rodri je rekel, ko je Arsenal prišel na Etihad in je igral na 0, pa je dobil 0, ampak ko sem videl, da ne igrajo na zmago, jaz sem vedel, da bomo mi prvaki. Razlika v mentaliteti. Niso prišli sem zmagati, prišli so po piko, sicer so jo dobili, ampak niso pa prišli zmagati. V bistvu je bila ta debata takrat živa po tej tekmi. Spomniš, so tudi te angleški analitiki skozi govorili to, da bi Arsenal mogel priti takrat na Etihad pa narediti statement, da jih zmagaš na njihovem stadionu in evo, zdaj boš pa prvak. Dobro, imeli so pač vse so imeli tudi Arsenal, mogoče deloval celo v nekih stvareh nevarnejši takrat v tej neki tranziciji, ampak ja, generalno pristop je bil pa ekstra pragmatičen. In zanimivo je, da je on šel jih tako ustreliti po tekmi, ker to je pač na nek način tudi možnost, da se ti motiviraš naslednje let. Arteta bo to zikar uporabljal, kaj vam je ta rekel, vi ste pičke. All or nothing bo prvo to izjavil. Meni je bilo pa, z Guardiolom sem govoril in sem ga vprašal, tam najbližje tismu golu Kudusa Škaricam je bil in sem rekel, a ste mogoče v tistem trenutku malo posumili 2-1, da bi karkoli lahko šlo narobe? Rekel ne. Niti približno. Rekel, gledaj, s kakim igrači igram jaz. Rekel, ni potrebe potem, da bi se tudi v takem trenutku, ki je bilo malo štakljivo, so se znižali na 2-1, Arsenal je takrat izenačil na 1-1, hočeš, nočeš, polčas bi lahko se tudi malo drugače zapeljal. Rekel, ne. Po mojem dosežu v ekipi ta nivo te mentalitete, to si ga v bistvu zadnjič sprašal že v Mariboru, ko si bil, to je bila mogoče takrat na bistveno manjši sceni pač podobna situacija, da si, ali Rajče je govoril v studiu, mislim, da ja,
da pač kar nekako verjameš, da toliko si suveren. Ne, Veš, da imaš dovolj kakovosti, da je ona šansa prišla in da ga užda. Ampak te dinastije, valjda, nekje se končajo, ne, sej ne gre to v nedogled. Imaš ti to masovno mentaliteto večnega zmagovanja, pa to nekje enkrat naletiš pa na neko mino in do tega je ful težko priti, zelo hitro pa lahko zgubiš. Lahko bi bilo pač to letos, bi lahko bila ta turning point, oziroma ta moment, ki bi se lahko obrnil, pa bi pol bilo. Sem jaz mislim, da tudi če bi letos Arsenal osvojil, da bi naslednje leto spet City. Dokler je Guardiola tle, mogoče bo spustil, koliko jih je, 608 letih osvojil, ne? S tem, da prvega sploh ne šteješ, ker je prva sezona, se pravi 607. Tako, 607, Liverpoolu je dal ono med Covidom, ko so se tudi, ne, takrat je Liverpool kar konkretno osvojil, ne, med Covidom. Ampak meni se zdi, da tudi da bo ta dinastija trajala, dokler bo tle Guardiola. Ok, vmes, če bo on tle še 10 let zihar, ne bo 10krat osvojil, nekdo bo vmes skočil, ampak da se ta dejansko dinastija pa prevlada, pa dominacija bo končala ali pa šla na pauzo šele, ko bo Pep odšel. Ne, dokler je tle. A mislite, da je Arsenal lahko prvak naslednje let? Ne. Jaz mislim, da ne. Težko verjamem, ampak ja. Oziroma, kaj mora narediti? Ne? Sej to je, kako zdaj ti oni izboljša zdaj to trenutno ekipo? Ne? Jaz mislim, da mogoče je neka stvar, v kateri smo se mogoče tudi malo premalo pogovarjali, to, da dejansko sta bile na koncu na vrhu dve ekipi, ki sta imela tudi, City ima specifično, ampak najmanj težav s poškodbami. Ne? Če ti gledaš, kakšne probleme je imel Liverpool, da se spuščamo dol na Tottenham, na United, na Newcastle in tako naprej. City je bil pol leta brez De Bruyneja, jasno, to ne gre zanemariti, pa Haaland 2 meseca, ne? Ampak Arsenal je pa to spelo v bistvu do vseh najbolj perfektno. Ne? In zdaj, spet rečeš, nekje v načinu treninga, nekje v rehabilitacijskih procesih, zagotovo vse to, ampak dejansko so pa te stvari tudi ekstra nepredvidljive, ne? Tega ne moreš kontrolirati 100%. Lahko se ti zgodi to, kar se je zgodilo Unitedu, pa Newcastlu, pa Tottenhamu, ki so bili, pa tudi Liverpoolu, še enkrat ponavljam, to je nemogoče. Ne? To se ti kar enkrat začne vse dogajati, ni zdaj to do treninga, spet v končni fazi, do milijarda nekih stvari. Ne? Jaz mislim, da mogoče pri njih je ta največja rezerva celo v neki širini kadra. Ne? Kaj še pripeljaš, razumeš, da imaš še neke igralce, ki so na tej nivoju teh, da te tudi trznejo, da niso sigurni zdaj v to na podlagi tega. Ne vem, kaj bi drugega sploh razmišljal, da ljudje še lahko izboljšajo, ker so imeli briljantno sezono. Ne? S tem, da sta Jesus pa Martinelli izpadla iz prve postave lani, 3 od 5 mogoče najbolj ključnih v lanski sezoni. Ne vem, kaj lahko, štoperski par imajo verjetno najboljši. V Premier Ligi desnega beka, na levi strani mogoče rabijo, ne vem, Timber je že tle, če bo igral. Sredino imaš Rice, Partey, Odegaard. Zato se pa sprašuješ, ne, zdaj so se pojavile tudi, če smo že tle doma, neke resne zadeve z Benjaminom Šeškom, vidiš, da se skozi neki pojavljajo, kredibilni mediji to omenjajo in pa se vračaš na to, ne. Lani Jesus, prva špica, letos večino sezone, druge polovice zdaj Havertz, ne. Je to logično, da Šeško te pripelješ, ali je pač to nek del tega, da vsem, kar probaš nekaj ekstremnega. Saj noben lani ne bi mislil, da bo on iskal novega golmana, ne? Da se bodo Džake na nek način tako zlahka odrekli, glede na to, kako so ga transformirali lani. Tako da pri teh ljudeh je vse mogoče, ne? Ker tudi na nek način Guardiola se tudi skozi spreminja. Ne? Oni razmišljajo en korak pred vsemi nami. Ko pogledaš, zmerom je to in sprememb in igralnega stila od tega, da se vemo, kako se je Štoper začel noter pomikati pri Cityju in take stvari. Se mi zdi, tako kot si rekel, lahko on pripelje zdaj enega top napadalca, ampak samo on ve, kako ga bo komponiral, a je to pravilna rešitev ali ne. Pep je pa pripeljal Dokuja, pa je bil lani, imel verjetno najboljšo sezono v karieri na levem krilu Grealish, ta je pripeljal Dokuja, komplet drugačen igralec, verjetno z namenom najprej, da bi na unih tekmah, ko bo treba razbiti nasprotnika, iskati luknjo, da bo tam vstopil not. Na koncu je odločilno tekmo začel v prvi postavi Grealish, je dal 2 ali 3 gole. Mislim, da si tekem štartu zelo letos v ligi. 2 ali 3 gole, mislim, da je dal 3, če se ne motim, v tej sezoni, pa lani smo celo famo delali okoli Grealisha, pa okoli njegove vloge. Najbolj smešen je bilo, zdaj sem veliko gledal te izjave po tem naslovu prvaka, pa Guardioline in Presico in ogroman teh intervjujev na igrišču.
In ga je en vprašal, kako to vsako leto ti rata, nekaj drugačnega, drugačni igralci, spet igraš drugače. Pa on skozi govori, ne vem, meni športni direktor Čiki, Begirista in pripelje igrače in jaz jih moram pač nekako narediti smisel, da jih komponiram. Zagotovo ni čistko, ker mislim, da se Pep mora strinjati z vsakim igralcem, ki pride, ne sam valjda. Sej vedno se zvračaš nazaj na to kompatibilnost Haalanda. Kako mu je ratalo, da ga ukomponiraš v to, čeprav dejansko igraš z golmanom Haalandom pa z 9, ki igrajo. One, da sta pa vsak na svoji strani praktično svoj golman, razumeš? In je res, mislim, tako specifično genialno, kako mu je to ratalo. City ima, jaz ne vem, kako se to iz tekme, iz televizije vidi, ampak jaz zdaj na tej finali... Ti si zdaj iz prve vrste, mi smo drugi, prek televizije gledamo tekme. Kar se tiče vzdušja. Do 20. minute, ko je bilo 2-0, to je bilo gaženje na igrišču tako, da je to... In tudi tribune so sodelovali neko zraven. Od 20. do 40. minute mrtvo. 0. Sam gledal, kako Arsenal igra. Gledališče. In pol je bil, prvi impuls je bil Everton, ki je povedal, tudi okoli 40. je bil wow, pa so ga pa dobili. In najbolj živ od vseh teh akterjev izven igrišča je bil še Guardiola. Ob stranski črti, ki drži neko tenzijo, ker unih 20 minut prvih, ki jih je City zgazal West Ham, ki so šli na polno, tudi navijače potegne sabo, pa prvi gol, pa drugi gol pogre, ampak pa padajo, ko bi jih malo rabili, vsaj neki, vsaj ne vem, v 30, da malo dvignejo svojo ekipo, da jim malo pomagajo, jih ni bilo nikjer. In spet tuno pravilo, da so pač gostujoči navijači so ful boljši kot domači, ker pač unijazici, ki pridejo gledati Tomijasoja, pa Sona ne morejo dati to, kar lahko dajo oni gostujoči huligani. Kaj pa primerja, mislim, ker si bil na Old Traffordu? To se ne more primerjati. Ne, tako pač. Jaz nisem bil še na nobenih hotelih. Proti Arsenalu verjetno ni bilo neko vzdušje, ker so jih oni nagazili. Proti Newcastlu pa verjetno bilo dobro. Proti Newcastlu, ja, je bilo boljše. Ampak podobno, spet smo tukaj pri teh domačih navijačih. Meni so bili ful dobri gostujoči navijači Arsenala in Newcastla. Ful naredil, dobro, mi smo bili tudi malo bliže, novinarska tribuna, malo bliže gostujočim navijačom in imaš nekako drugačen občutek, ampak zdaj, da bi pa to bilo neko balkansko navijanje, pa niti približno v nobenem kontekstu. Če primerjaš recimo z Udinom, kaj je bilo v Udinah tekmo? Meni je bilo Udina boljš. Ja. Marsikdo reče. Takrat, ko smo bili, je bilo meni najbolj to vzdušje na Manchester United Tottenham, ko so bila, ampak je bila tekma med tednom, in to je ziher tudi faktor. Zato sem rekel, to je Newcastle, ker je bila večerna tekma, tudi Angleži imajo radi. Sam takrat je United nagazil Tottenham. Manj je turistov, po mojem, vsem, med tednom na tekmi je več domačega folka. Tisto vzdušje je bilo res noro, pa tudi Tottenhamovi navijači so pač na teh gostovanjih znani, da so norci. Glede na to, da smo se prej pogovarjali o tem, kdo je koliko spil, Aston Villa je dobila 5 kosov od Crystal Palace, tako da so oni očitno od poraza Tottenhama v torek veliko spil, ampak me zanima, a bi se strinjali s tem, jaz bi rekel, da je Unai Emery najboljši trener oziroma največjo trenersko revolucijo v svoji ekipi, ne samo rezultatsko, ampak tudi na ta način, kako oni igrajo na redu v tej sezoni. Recimo zanimivo je, da ponavadi ekipa, ki ostale ekipe ulovi v največ offsajdih, največ tudi preteče. Pri njih je pa glih obratno. Oni so največ offsajdov ulovili nasprotnike, pa najmanj so pretekli v celi ligi. Se pravi, se pogovarjamo o kompaktnosti, o res norih avtomatizmih. Včasih smo se sprašvali, kako lahko oni pridejo na Old Trafford, spomniš na tekme Boxing Day, kako lahko oni tako igrajo, dobili ga bojo, pa so ga dobili pol, 3 so dobili na koncu, ampak celo sezono čez, pa je doma premagal Arsenal, pa je doma premagal City, pa je v gosteh premagal Arsenal, ona zmaga proti Arsenalu je dala naslov Cityju, A bi se strinjali, da je Emery največji pečat na svojo ekipo v tej sezoni pustil, poleg Guardiole, ki itak že iz leta v leto dela počasi revolucijo? Jaz bi se strinjal, kar se tiče pustiti pečata na svoji ekipi, definitivno. Z omejenim kadrom, z omejenim... Pred v Ligo prvakov, Ja, v Ligo prvakov. Če gledaš skozi te parametre, jaz mislim, da bi lahko prišli do tega zaključka. Verjetno kdorkoli bi bil na koncu četrti, bi se tako pogovarjali. Sej po Stekoglu nekako je verjetno podobna zgodba, samo da te pač na koncu ta končna uvrstitev vendarle definira. Sam za Vilo bi bil tudi po moje bolj navdušen, če bi končala 5.
Kaj pa če bi Tottenham končal četrti. Ne? Ja, vseeno je Villa startala z večjim minusom, ko je Emery prišel, kot Tottenham, ki je pač ta top 6 klub že toliko let. Ne, zdaj potem takem še tista izjava Sir Alexa Fergusona dobiva še toliko večjo težo. Vsi smejali. Noro. Mislim, ali je vidovit Fergie ali ne vem, to je, da je on po tistem porazu. Tudi to, da rečeš, tudi če misliš to, da to rečeš po 1-5 ne, v prvem krogu, moraš res biti prepričan v to, kaj govoriš. Ne. No. Zdaj pa ta izziv naslednji, ne, je pa najbolj zanimiv. Igrati Ligo prvakov pa domače prvenstvo. Kot Newcastle, ne, v končni fazi, čisto ista zgodba. Ne. Kader imaš tak, kakršen imaš, tudi Villa nima zdaj te širine, teh treh, recimo prvih treh najmočnejših. To je zdaj treba videti. Ne. Dobar, Emery je bil skozi leta, je vedno bil navajen igrati Evropa pa domače prvenstvo, ampak če vemo njegovo zgodbo iz Španije, je bilo tam je pač drugačna stvar. Oni so bili dejansko ekstra uspešni v Evropi, manj konkurenčni na ligaških tekmah. Tako da to je pa zdaj naslednja ta stopnja razvoja, ki jo je pa treba zadeti. Ne. To je pa zdaj še večja umetnost. Lahko povem napoved za Aston Villa za naslednjo sezono? Povej. Tretji v skupinskem delu, Liga Evropa, posvit Liga Evropa in med 7. in 8. Pa spet Liga prvakov, če si svojo Ligo Evropa. Kaj sem hotel reči? So pa ful padli na koncu sezone. Utrujeni so bili, videlo se je, Olympiakos jih je premagal, pa Olympiakos je tretja ekipa grškega prvenstva, tudi zdaj, Palace pustimo, napili so se ga, tudi proti Liverpoolu se je videlo na neko energijo, ko je prišel Duran noter, je dal 2 gola, ampak videlo se je, da so se iztrošili, da ne bi mogel piti konc sezone v boljšem momentu za nekaj je prišel. Definitivno. Pomembno bo tudi Copa America, Martinez, kakšni, če tam osvojijo, Martinez popije tam pol Argentine. Decembra. Ja, se vrne do Če bomo Wolvesem braniti, ja. Sred oktobra se ne vrne. Flop of the season me zanima. Spet se bomo o Manchester Unitedu pogovarjali, ali igralsko iščeš? Igralsko. To ne rabi biti samo novinec, lahko je tudi kdo, ki je že, pa je letos res razočaral. Ivan Toney, Antony. Ja, čakaj, ti boš zdaj malo, kako boš zdaj branil Tonija? 12 tekem ni gola dal. Ja. Pa se je igral, od prve do zadnje minute. Moraš zamenjati menedžerja. Še penala mu niso zrihtali, da bi vsaj z penala dal gol. Jaz ga novaču drugega napadalca Z 20 milijonov zdaj cena, max. Za Harryjem Kaneom, zdaj pa niti poziva ne bo dobil. Ni dobil. Watkins je naredil pa najboljši asistent lige, pa 4. ali 3. strelec lige. A to smatraš samo kot brez penalov, ja, Douglas Luiz strela. Okrepitve iz poletnega prestopnega? Ne, kdorkoli ne, se tlegaš, Mason Mount. Mason Mount je največje razočaranje med okrepitvami, verjetno, ne. Pa v sezone poškodovan tisk, ker je igral, sploh ne vemo, kaj je njegov, kako so se pogovarjali, kaj je njegov položaj, ne more igrati desetke, ker tam je Bruno Fernandes, ne more igrati tudi zadnjega veznega. Pa še, ja. S Casemirom, Wenger ni, ne. Lahko je slabš kot Antony, ne vem, jaz nisem preveč subjektiven. Ne, je tudi po mojem toliko zelo izpostavljeno. Imaš recimo ena zanimiva zgodba, je tudi Ansu Fati. Kdo bi rekel leta 2019, da on ne bo mogel zdaj vrzniti za Brighton igrati, da ga Brighton ne bo hodil podaljšati. Tako, s tem, da je šel Brighton tle v neko noro delitev te plače, ki je on daleč najvišjo plačo v Brightonu, že to, da oni sploh celega ne plačujejo, pa da fant, ki nam je par let nazaj izgledal k novi Messi. To je tudi ta, spet govorimo o poškodbah, kar je velika škoda, ker je res izvenserijski talent, ampak na koncu si skozi pazljiv pri teh mladih igralcih. In v bistvu gledaš tudi ta razvoj Foudna čez to, kakšen vzorčen primer tega je in fizične pripravljenosti in rasti nekako iz vsake sezone, da si zdaj prišel do teh 23-24 let, ki pa prihajaš v nek svoj vrhunc in fizične in mentalne pripravljenosti. In do tle prideti je najbolj, in zgleda, da Fati ne bo nikoli splaval iz tega. Kaj si omenil Antonija, meni je, ne vem, ne poznamo to kot zadnje, ampak meni je bizarno, da si ti imel v klubu Antonija pa Kudusa, pa si šel v United, pa si pripeljal Antonija. Ker Kudus je pri West Hamu, Jared Bowen je najboljši igralec West Hama, ampak tako kot Kudus igra v tem obrambni postavitvi West Hama, ker mora z žogo vsakič osvojiti 20-25 metrov, da pač ekipa gre više na igrišču, kakšen gol je zdaj, da kakšno levo nogo ima, kakšno desno nogo ima, lahko igra levo, lahko igra desno, lahko igra v špici. Tle ne razumem,
zakaj 100 milijonov za Antonija in ne vem, 25 za Kudusa. West Ham, če ga zdaj hoče prodati, bo dobil 70-80 milijonov za njega sigurno. Ja, razlika je v tem, da ti zdaj veš, kaj se je v tej sezoni zgodilo. Kudus je imel ogromen poškodb pri Ajaxu. Sam bi mogel, se mi zdi, da ten Hake oba gledal, bi mogel, ja, bi mogel to Antoni v Ajaxu igral neverjetno. Ne? In Antoni tudi on je tudi igral s pressinga, pa vse te stvari, mogoče, ker jih on dobro dela, zdaj skozi to prizmo vseh teh negativnih stvari malo zgubimo. Jaz na nek način razumem, zakaj so oni njega vzeli, seveda je bil predrag, ampak to je bila pač, na koncu je una fora, da veš, da to ni igral za 100 milijonov evrov, ampak tudi Ajax, ki ve, da ga nekdo, ki 100 milijonov evrov ima, hoče, ne, bo je pač navil ceno do konca in tle so oni to preplačali. Kudus je imel top zadnjo sezono sicer, ampak se vedno pogovarjaš s teh igralci, ki pridejo iz teh manjših lig, zato se pa skozi ta največja floskula, da trenerji iščejo ta Premier League experience, ne, se pravi, vada, Kudusa imaš zdaj 1 leto v ligi, funkcionirajo top, lahko igra kjerkoli. Lahko igra praktično kjerkoli, ja. Amat, Diallo, novi ljubljenec, bodoči ljubljenec občinstva na Old Traffordu. Če bo zdržal, ne, to, veš, da je to zdaj ta kvaliteta. Če njemu manjka fizike. 21 let je že star, ne, ni to 12. Fizika mu, prav vidiš neki situaciji tam, ki je Saliba pa Gabriel, ki sta ga nabasala v en bodiček, to je prav otroška konstitucija. Ja, veš, da bo vstal ali ne bo. V nekih momentih bi rekel, da ima več kot Garnačo. Sam Garnačo ima pa petkrat bo šel, tudi če mu petkrat ni šel mimo Whitea, bo šel še šestič mimo, ne jebe. Garnačo je pa res ljubljenec občinstva, ki sem videl to, malo sem spremljal te drese, ki hodijo to Garnačo, 17, 49, samo Garnačo. Moj Antoni, opet ga nigdje, nikjer, stari, Antoni nima noben. Tudi čenc od Ronalda, ne, Viva Ronaldo so prilagodili Viva Garnačo, ne, tako da... Pa se v umestni fazi, ne, ko si imel to, da so Hojlund, Garnačo pa Rashford v neki umestni fazi funkcionirali, je to res gledalo dobro, ne, in so tudi bili neki te novi obrazi tega, ampak tako, če malo zapletom zadevo, ne, iz vajnih izkušenj, kako recimo ekipa, pač vi, da ste igrali v teh resnih ekipah v Sloveniji, ki so se vedno borile za vrh. Kako taka ekipa sprejme neke take multitalente, ki prihajajo noter? Med starejše igralce je to velik skepse? Ali po drugi strani se hoče grupa pomagati tem fantom, ali najprej bomo ga testirali, če je on sploh sposoben? Jaz sem bil mogoče na tem prehodu, veš kaj, ki si včasih, ki si kot mlad prišel, nisi smel pisati, pa ful zavisi tudi od karakterja fanta in včasih si mogel res to preslužiti. To smo že enkrat, mislim, da že obdelovali, kako je bilo to. Zdaj pa je nekako v bistvu, tudi če bi ga hotel skozi kakšne teste dati, si hiter tudi kot izkušenejši prišel do neodobravanja strani višjih inštanc oziroma iz višjih to. In se mi zdi, da gre zdaj vse te smeri, vsaj v Sloveniji, ki je neka razvojna liga, če se lahko izrazim. Tudi te večji klubi, pač vemo, hočeš nočeš razvijaš za naprej, ker Evropa ni samoumevna, ne. Se mi zdi, da je pri mladih, ne vem, če dajo tako šolo čez lahko, ker bi si jo recimo jaz želel za enega mladega fanta, da se nauči kaj iz tega, ne, in jim je veliko bolj prej dano to, no, in ne vem, tle je ta razvoj oziroma ta razvojnost te lige naše, se mi zdi, da za mlade včasih bi lahko več odnesel pol naprej. Recimo, če gre pol naprej v neko na višji nivo. No, saj tako sem jaz doživljal. Zdaj pa večkrat tudi kot kapetan takrat v Olimpiji sem prišel, zdaj če je prišel kakšen aroganten že mladenič, pa to si hiter tudi videl, da tudi če kaj probaš, da ga malo umirimo, vidim, da hiter si dobil nazaj nek bumerang strani odgore. Pa tudi pri teh igralcih še vedno je hierarhija, ne vem, zdaj Ratnik imel 100 nastopov za Olimpijo, ne? 20 let je star, verjetno najmlajši v ekipi, če ne. A more kljub temu, da je odigral 100 tekem, zato ker je najmlajši, še vedno vodo pa stožce nosi, tale njegova hierarhija, zato ker je toliko pomemben, se spremenila. Včasih bi jih mogel, ne? Ja, načeloma je bilo tako, ampak recimo primer Ratnik, tudi ki je fant prišel, takrat, ko smo prihajali na gor na ta oder, in zdaj kako se imaš pa pač primere, s katerimi ki imajo take stvari samoumevne in na koncu fant si zaslužil, šel čez neko težko obdobje, recimo, ki je imel nekih nihanj, pa se ga spoštuje, zato ker veš, da dela vse v tej smeri, medtem ko kakšni znajo hiter poleteti in jih to hiter nekako ratajo preveč domači v tej vlogi, čeprav so še fantje 18-19 let stari. In to me malo motno, ta neka, da se to preveč trpi, da bi se lahko to mogoče malo bolj
fante izučili in mislim, da bi bilo bolj za njih. Ampak to je tudi napaka vodstva kluba, ki te otroke že prehitro karakterizirajo kot projekt kluba. A veš, in pol Vidmar kot kapetan kluba, zdaj pa temu malemu pa zdaj ne sme isto reči, ker pa uno malemu, ker ta je projekt kluba, on pa sam je preključen zraven mladincev, zato ker neki karabiš igralcev, ker sta dva bočna poškodovana. Veš, in pol se glih tukaj se pol ta zgodba naredi, da se ta karakter ne oblikuje tako, kot bi se lahko, tako, kot bi se mogel in tako, kot v končni fazi bi mu tudi igralcu samemu v nadaljnem poteku kariere zelo dobro prišlo. Zelo dobro prišlo in tukaj se zaradi na račun nekih nenogometnih ljudi oziroma ljudi, ki nimajo nogometa doživeli na tak način, se tukaj delajo take odločitve in na ta račun po končni fazi tudi veliko talentov propade. Jaz bi še eno temo odprl, če se vrnemo na Premier ligo. Sicer o tej temi lahko debatiramo tudi širše, ampak v Premier ligi bodo naslednji mesec glasovali klubi o potencialnem skensanju vara. Koliko glasov mora biti? 14 od 20. Ja, verjetno se to ne bo zgodilo, skoraj ziher se ne bo zgodilo, glasovali bodo zato, ker je Wolverhampton to zahteval in potem mora priti do glasovanja, ne. Ampak bolj kot o cancelanju vara, mislim, da bi se lahko pogovarjali o prilagoditvi, izboljšanju vara. Ne vem, kaj vi mislite, ampak zadnjič, da Wayne Rooney je bil v Sky Sportsu gost in je rekel to, kar mene tudi najbolj moti pri varu, ti se ne moreš več iskreno veseliti gola, ker ko se ga drugič veseliš, ni več isto, če ti ga pa skenslajo, potem ko se veseliš, je pa to najslabši občutek na svetu. Pa so njega začeli kritizirati, celo Rok Višković je napisal na Twitter, kaj je zdaj bolj pomembno, a da se pristno veseliš ali da je pošteno sojenje, ne? Kar tudi Rok ima prav, ne? Ampak jaz mislim, da se da to prilagoditi. Okej, goal line technology pa offside more biti do milimetra točen, ne glede na to, koliko se počutiš oškodovanega ali pa slabo se počutiš, če si bil pol prsta v offside, bil si v offside, konec, ne. Kaj bomo z drugimi stvarmi? Kaj bomo, ne vem, rdeči karton se lahko gleda, drugi rumeni karton se pa ne more gledati, ne. Točno to izkušnjo sem jaz imel na Dinamo, Rijeka Dinamo, ko sem komentiral, ne. Se pravi, imel je zadnji, tale Salah iz Rijeke je imel rumen karton. Rijeka je vodila 1-0. Naredil je prekršek, evidenten prekršek za drugi rumeni karton, ki ga sodnik ni videl. Spomnim se te situacije v Outlini. Tako, to je bila, se pravi, Rijeka vodi 1-0, naredi se prekršek za drugi rumeni karton in zdaj v teh okvirih vara, ki ga trenutno imamo, ni dovoljeno, da glavnega sodnika izvor sobe pokličejo na ogled posnetka ali karkoli za drugi rumen karton, ampak to so stvari, ki lahko Rijeki dajo ali pa odvzamejo naslov prvaka, to so pomembne stvari, tle se mora zadeva razširiti. Najbolj bizarno je, da oni bi njega lahko klicali, da si pogleda, če je bilo za direktni rdeči karton in če on oceni ni bilo je samo za rumenega, mu ga ne more dati. Mu ga ne more dati, ker bi mu lahko samo direkt rdečega, ne more mu pa dati drugega rumenega. Tle bi jaz dal, koliko jaz že milijonkrat govorim, pa se mogoče ponavljam že, ampak meni je to, se pravim, na nek način v vseh športih teh imaš te variante challenge, ko se trener oziroma ekipa odloči, se pravim, imaš enega na polčas, recimo, za take stvari in jaz mislim, da s tem, ko bi šel to pogledati in ko bi se VAR lahko vključil v to zadevo, bi rekel trener, tle čisti imaš že za rdečega, se mi zdi. Jaz mislim, da bi se mogel na nek način, tako kot si rekel, te offside, te goal linija tehnologij, to, pa bi mogli pa sami na koncu trenerji oziroma pač na podlagi tega občutka, tle je bil res prekršek za ne vem, in za penal in za to, da se potem odločijo tako, ne pa da se za vsako stvar, na koncu sodniki bojo delali napake, tako ali drugače. Problem je še vedno subjektivnost teh odločitev, ne. Še vedno trener bo klical challenge, ampak sodnik si pa drugače to gleda, ne. Zdaj, v vsakem primeru, tudi pri teh VAR odločitvah, če ni offset ali pa če šla žoga čez črto ali ne, še vedno je v večini primerov bentimo pa jezimo se zato, ker se ne strinjamo s sodniško odločitvijo. Tudi, kad si pogleda 20krat video posnetek, še vedno se vsi ne strinjamo s tem, ne, in še vedno je to sodniška presoja. Zakaj pol gre sploh gledati tja, če lahko že presodi drugače kot mi štirje, brez ogleda video posnetka. Zdaj gol Havertza. Ste videli gol Havertza za 2-1 proti Evertonu?
Jezus je žogo štopil na centru z roko in klicali so Michaela Oliverja, da si gre ogledati video posnetek. Vedno, ko kličejo, 99% je sprememba. In 10-krat je pokazal, da sicer je imel roko ob telesu, ne, ampak si je z roko si je žogo potisnil naprej. In on ni spremenil svoje odločitve. Se pravi, v varu ga je klical, zato ker je bil prepričan, da je roka, ker drugače ga ne kliče, ne, ponovadi gre samo potrditi. Michael Oliver je pa drugače videl, se pravi, že glavni sodnik, pa četrti sodnik, oziroma VAR sodnik, se nista strinjala, kako se bomo mi pol vsi strinjali s tem, kar je sodnik rekel. Oni so šli v da o rokah sploh ne govorimo. Oni so šli v zadnjem času v to, da bi kakor manj posegali v te odločitve sodnikov na terenu, se pravi, da jim pustijo vendarle, ker najbolj nore so bile te stvari, pa mislim, da so se vendarle umirile v tej drugi polovici sezone, ta mikromenedžeriranje vsakega penala, ne. Vsake te situacije, to je noro, koliko smo imeli neki roke, da ne govorimo, to je itak, knjigo napišemo od tega in to, recimo, če gledaš Ligo prvakov, ne, tam VAR bistveno bolj neopazno se mi zdi funkcionira, ne. Zadeve so relativno, nisi imel nekih VAR dram, saj jaz jih ne spomnim. Hitrejše odločitve so, ne, in tle se zdi, da imajo velike rezerve. Recimo, ti imaš tudi bizaren primer, ki je bil zelo izpostavljen pred kratkim, Španci sploh nimajo goal line tehnologije, ker jim je kao predraga. Zakaj? Zato, ker premalkrat se to zgodi na sezono, da je bilo to sploh relevantno. Leta se pa ne v klasiko. Ja, ne. In se to pač pravijo, da se jim to ne splača ob taki industriji s to keša. Zdaj, a to res ali ne, to se pač mi ne bomo zdaj tle sodili, ampak to, kar si v bistvu izpostavil v štartu, ne. Tle so izboljšave nujne, jaz mislim, da bi bilo pač zdaj. Jaz sem zagovornik tehnologije v fuzbalu. Mislim, da pač vsak, ker če vemo, kaj je bilo prej, kaj ni bilo. Zdaj folk easy reče, skenslji VAR, to ni pristno, če vemo, kaj je bilo prej, to je bilo brez veze. To so vsako tekmo trenerji težili po tekmah, zakaj je v tehnologiji, toliko je denarja v tem, na vse se pa sklicuješ, se pravi, neka zdrava meja mora biti. Ne? Pa tudi ta sama komunikacija te tehnologije z gledalci. Jaz sem prepričan, da se vam je že zgodila situacija na tekmi, ko so neki pregledovali, pa ne veš kaj. Zdaj bojo mogli, ne, kjer na kjer bojo, ko bo mogel, mislim, da odločitev. Tesno bojo mikrofone dali. To je pač ta ameriška, da pride in da spove, zakaj, do kakšne odločitev. Mislim, da sam ne vem, na kjer mu prvenstvo, kje bo nekje bo testirali. Meni je fascinantno, da včasih, ko komentiraš tekmo, ali pa kaj gledaš, mi prej vidimo, je bil offside, ne kot pa sodnik zve. Mi že vidimo onside ali pa offside in pol mi že povemo, gol bo razveljavljen, na stadionu pa še 10-15 sekund Michael Oliver čaka na... Pa tudi ti še kar malo čakaš, a veš? Ja, za vsako nemko vsega, nekaj se bo zgodilo. Mogoče kaj gledajo, pa nam tega ne kažejo. Mislim, tako bizarno je skomunicirano, pa predstavljeno, pa ne veš, kaj je rešitev. Enostavno, še toliko je subjektivnosti pa sodniškega mnenja oziroma videnja noter, kot da ne bi bilo vara. Ne? In zato VAR osredotočiti na, ne vem, na offside, na goal line technology, na ne vem, kdaj je... Vse roka ne moreš, vse roka bo vedno ostala subjektivna, ne? Ja, zakaj pa gledamo VAR? Tudi faul, koncev imaš, razumeš, kakšne prekrški se tudi lahko polno reče. Jan bo rekel, ja, ne vem, kaj je, Liverpool City, ne, una situacija, a bi doku, ki je bila noga gor. V McAllisterja, ja. Spet. Tisto, veš... Tisti v 20 minuti penal. Ja, v 97 ga se pa niso hoteli mešati, ne? Da ne govorimo o Liverpool Tottenham, oziroma Tottenham Liverpool tekmi, ki je bila pa itak komedija. We fucked up. Gremo dalje od tega sojenja, tole smo lahko 3 dni tle. Imam še kar nekaj zapisan. Ko si dan, ko je danes prepravljen, kaj je? 5 minut preden sem prišel noč, sem šel na Sky Sports pa izlušil nekaj izgradu. Zato, a ni bil, na svetovnem je bil pol avtomatski sistem. Ja. To je bilo, ne? To zdaj uvajajo, kao oni, ja. To bo tudi naslednjo sezono opremljeno. Ker velikrat je glihuno, predno črte nariše, se mi zdi, da je gleda mimo, pa unga gre pa dol. Ti kar vidiš uno, kako se zastavlja na ekranu. Pa tudi stranski sodniki ne bojo mogli malo več koljono to pokazati, ker naprimer Aston Villa, če se zdaj postavimo v vlogo branilcev Aston Ville, so evidentni offside in stranski mahač ni siguren sam vase in bo rajš malo pustil
Ok, ampak te modeli morajo 40 metrov nazaj šprintati, zato ker ti nimaš jajc pokazati, da dvigne zastavico. Ja, nisem videl, pa sicer je bilo pol, ni bilo pol metra, 1 meter je bilo Poleg tega je bila še ena, ne vem, kdo se je poškodoval na eni tekmi, ki je bil offside 10 metrov, pa so pustili akcijo, pa so se pol zabili, pa je... Imaš pa drugi ekstrem, Real Madrid-Bayern, ne? Ker ti pa dvigne prehiter, ne? Zato ker je pač tudi zgledal, da gre na tega žoga, ki je bil v offside, ne? In usreš motku, ne? Ja. Pa še ena stvar, ki je bila v tej sezoni novost v Premier Ligi, so dolgi podaljški tekem. Kako mislite, kako se vam je to... Jaz sem se kar navadil. Meni je pol čudno gledati slovensko ligo, pa je 1-0-0-1, pa je 3 minute, 4 minute. Kar misliš, to se ne more več nič zgoditi, ni cajt. Jaz sem se navadil, ni mi... Več moteče, Ni mi več moteče, ker na začetku sploh sem se mislil, da bom komentiral tekmo, kaj je 0-0, pa 9 minut podaljška, pa nič se ne bo zgodil. Me je tako čelo, ampak ne vem, navadil sem se. Na svetovnem prvenstvu mi je bilo grozno. Na svetovnem je bilo po 10, nisi prišel. po 10. Tle so tudi na začetku začeli 10, 12, so se umirili 6, 7, 8, ampak nekaj se še lahko zgodi. Malo drame še doda tekmi. Je pa res, da tudi lahko to potem povezujemo tudi s tem bistveno povečanim številom poškodb, ne? Ker so pač vse tekme daljše za 15 minut. Zihar so še 3-4 tekme več odigrali v tej sezoni. To je, mislim, da je glavni problem tega, in dejansko moraš zdaj to tudi na ta način paziti, če boš ti rekel, veš, da imaš veliko, Denis, bil si poškodovan, danes si za pol ure, a šel 60 minut. To je še 40 minut do konca. Vse male neumnosti vplivajo. Ne? To mislim, da je problematično. Pa nek občutek, ne? Se pravi, da če si ti razgazil Crystal Palace 5-0, a ne boš zdaj dal 7-8 minut podaljšanja. Sam po drugi strani, ne, v Premier Ligi pa gol razlika odloča. To je šlo pa meni prej na živce. Ne vem, ok, vemo vsi, navijam za United. Sezona 2011-2012, ki je City prvič osvojil naslov, ne, je šla na gol razliko na koncu. Ne, City imel boljšo gol razliko in je dubu. In takrat zadnjih 5 krogov ne možeš ti dati 3 minute podaljška. Moraš dati to, koliko je bilo, ker vsak gol lahko šteje v boju za naslov prvaka. Tudi letos bi lahko, ne? Če bi City včeraj igral, oziroma v nedeljo igral 0, bi gol razlika odločila. Tle mora biti. To je razen recimo ne je bilo na svetovnem, ker mislim, da Španija, ki je zmagovala, mislim, da 3-0, 4-0, pa je pol, mislim, da Casillas začel že kao respekt, da brez veze, da še igra. Ja, ok, to, to gre da vidiš, da ker je na izločanje, ampak to, ker se pa igra, je pa mislim, da ja, po eni strani, ki si na igrišču, recimo, ki si na tej strani, da je piski že konc, ja, lahko daš pa ti pol tist en gol ali pa 2, recimo, ki so oni že padali, pa na konci to prinese neki, ne, ali pa neki ekipi, ne. Ne, ful dobro feeling je, ker si ti, ne vem, Luton ali pa Sheffield, pa 5-0 dobiš, trpiš, konj in unti 8 minut podaljšaš. Ne, ampak govorim ti tako, da je na tam pa City sam gre. Ja, na koncu, tako kot je rekel, na koncu, ko potegneš črto, ja, glupo je, glup feeling, ki si na igrišču, ampak na koncu to odloča. Moramo tle še reklame poštevati. Če se unim rola tam, ta na Etihadu se uni Kitajska, pečena račka rola skozi. A se to rola 90 ali pa 100 minut, to so druge cifre, ne? Mogoče je pa tako, mogoče je pa posebna tarifa za 90 na zgore, 100 minut plus je druga. Je druga tarifa. Tako, ne veš. Še ena tekma je sicer v angleškem nogometu do konca. A kdo vidi procent možnosti, da United premaga City v finalu pokala? To boš ti povedal. Naš producent Aleksandar Balkovic, ki se je stavil z mano, da bo Manchester premagal United, da bo premagal Manchester bo premagal City. Si prav rekel, se je samo en Manchester. Mislim, jaz ne vem, kako pa kaj, razen če se ga bo te 6 dni zapored nasekal po tej zmagi, pa še to mislim, da bi pol prišel lahko Bob Noter, pa Rico Lewis, pa Mateus Nunes, pa bo zmagal. Ampak lani je bila ista zgodba, ne? Samo da lani je bil United precej boljši, kot je letos, ne? In lani so imeli motivacijo, da Cityju preprečijo treble, da bi ostali edini v zgodovini angleškega nogometa s treblom. Letos so grozni. Ajde, mogoče zdaj Lisandro Martinez se vrača, Rashford je nikako, Hojlund je začel igrati, ampak ne vem, če bo to United zmagal, jaz bi bil šokiran. Dok se Casemiro te ne ljubi odlaufati ven, ko Onana nabije žogo. Casemiro bi igral s tekme proti Brightonu zdaj. Asistenca pa 2-krat je z golove črte izbil. Dokazal se je. Ja. Ne, sej, je pa zanimivo, ne? Od 4 pokalnih tekmovanj v 2 letih je bil Ten Hag 3-krat v finalu. Ja, ja. Se pravi, misliš, da ga lahko to reš, FA pokal. Ali sploh relevantno? Ni.
Relevantno zato, ker gre v Evropo, če bo Okay. in to v Ligo Evropa. V smislu njegove prihodnosti, je to ključni faktor. Po moje, da je kar dosti pomembno. Izboljšamo zihar možnosti. Izboljšamo zihar možnosti, pa tudi malo razpoloženje v klubu, sploh ker če boš osvojil, boš premagal City, najboljšo ekipo na svetu. In tudi on bo lahko rekel, evo, zdaj imam pa spet so mi zdravi nogometaši, pa smo končno zmagali, prej pa 2 sezoni nisem imel najmočnejše 11-terice, čeprav tudi zdaj nimam, ampak okej. Mislim, jaz načeloma ne vidim, kaj lahko Ten Hag naredi s to ekipo, razen če je res taka zgodba kot z Arteto, da mu dajo 5 let. Ampak jaz mislim, da tudi če mu bojo dali zdaj še časa, novi lastniki mu ne bojo dali 5 let, mu bojo dali, ne vem, 10 krogov naslednje sezone. In kaj bo on s to ekipo 10 krogov naslednje sezone naredil? Ti imaš Hojlunda, ki od njega rabiš 25 golov na sezono, pa jih ne boš dobil, ker je pač preveč surov še za to. Imaš Rashforda, ki ne veš, če hoče sploh še igrati za United. Imaš Garnača, ki je tudi na momente top, na momente nič. Pa imaš Antonija, pa Dialoja na desnem krilu. Odvisno sploh, kaj lahko propeleš. Poleti, še posebej, če ne boš igral v Evrope, imaš spet druge strani. Je pa problem tle, da je malo nekega zanimivega trenerskih opcij na trgu, glede na to, koliko se zdaj te stvari premikajo, sestavljajo. Vidimo, kaj se dogaja v Bayernu, vse to smo se že pogovarjali, to je zdaj že Kompani, ki je spadal iz lige, prvi kandidat. In zanimivo mi je zanč brat rekel v enem pogovoru, da je nekje zasledil eno mnenje, kar je mogoče zanimivo, da je Kompani to sezono klub žrtvoval, zato, da je on igral vendarle na silo ta svoj brand fuzbala, da je v bistvu vse preklamo delo. On je izpadel, njega boli k, zdaj na koncu človek bo dobil Bayern in zikar ne bo dobil Rob Edwards Bayerna. Ajde, bil je velik igralec, pa kao, neki si igral, a imel si manj pik od Lutona, na koncu boš ti dobil Bayern in se spet vračaš na... Guardioli in si človek. Ja, vračaš se na to, da so vsi te Guardiolini klončki so ful interesantni, pa na to, da te v bistvu ta velika igralska karijera vendarle te še nekako pogura v nekih stvareh, da te velike službe dobiš načeloma in bizarno, zato se pa tle sprašuješ, kaj je sploh za United, ki kar čaka in čaka, zdaj spet čakaš ta FA pokal, a je to izboljša njegov status, kaj bo pa sploh še alternative na trgu, kaj bo na voljo, De Zerbi zgleda, bo mogoče edina. Jaz bi hotel, mene je to najbolj razočaralo pri Ten Hagu, čeprav razumem do neke mere to, da on pač ni imel igralcev za svoj stil nogometa. Ampak mi to ne pije vode, ker tudi, ne vem, Menč Postecoglou ni imel, to smo že debatirali, ni imel igralcev za svoj stil nogometa. Emery tudi na koncu, ajde, De Zerbi je mogoče v Brightonu imel, ker je Potter nekako začel nastavk, Jaz mislim, da United treba enega De Zerbi, enega Xabija Alonza, enega, ki bo prišel, pa bo rekel, Rashford, ti danes igraš levega beka. Sej ne bo, ampak da pač je tak nogomet bomo igrali, tisti, ki se lahko prilagodi. In igralci na takem nivoju, s toliko talenta, ki jih ima United, pa pač sam niso organizirani, mislim, da bi to mogli. Ti lahko okoli Bruna Fernandeša še vedno gradiš ekipo, ker če ne bo še leto dve Lovorik, pa kljub temu, da je kapetan, bo pa moj šel Bayern, ne bi ga hotel. Mogoče bo dal še eno sezono klubu, ampak ne moreš iti pa iti vedno od začetka. Jaz mislim, da rabi enega trenerja, ki bo rekel, ta nogomet bomo igrali. Ampak to je tudi večni cikl Uniteda, se v teh 10 letih skozi pogovarjaš. Zdaj pa ta trener naslednji, pa te igralci, pa to in po čez en let je isto. Igralci nočejo igrati, trener ne zdrži pritiska. Majke mi, kada sem to, kaj zdaj gledamo v Ten Hagu, gledal že 10-krat. Pa Mourinho, to je naša politika. Prija nov obraz, vse isto. Tako ja. Ruši se čez poletje. Prebral sem eno zelo šaljivo mnenje, ki bo te povšeč, da je sezona Manchester Uniteda, kar se zmag tiče, je kot menstrualni ciklus. Ena zmaga septembra, ena oktobra, ena novembra, ena decembra. Če januar ne zmaga, pazi noseče. Tako da srečno. Ne, rekel si, da ekipa Uniteda premore ogromno potencijala. Ga več kot Chelsea? A si rekel to? Nisem to rekel, ampak meni je všeč Unitedova talentirana ekipa, zato ker te talentirani fantje, z izjemo Hojlunda, so Unitedovi. Ko bi menil, z njim okoli njega moraš graditi, ker je pač zadnji vezni, oziroma... Kako si rekel? Mejnu? Mejnu. Mejnu.
Ja. Mejnu sem rekel, Ker sem bil pozoren na izgovorjavo špikerja na stadionu. Kako bi menil. On, Garnacho, Rashford. Rashford je, ne vem, kje je z glavo, ampak 27 let bo star letos. Ne? 26, on je 97 letnik, 27 let bo star. To ni več mlad fant. Ne? Čakaj, je poklican zdaj? On, ja, Grealish ne. Gordon, Foden, kdo je tam na krilih? Moje je, Rashford mora biti zraven. Ampak mislim, da Grealisha ni. Neki tako, neki en je težko kategornik je odpadl. No ja, sorry. V obrambi nimaš nič. Lisandro Martinez, ja. V obrambi nimaš nič, rabiš novega štoperja, rabiš oba beka, razen če Lukšo čudežno zdravi. Pa se slepiš, da je dalo to. Ja. Vam bi vsaka očitno gre. V zvezdni vrsti imaš Mejnuja, na levem krilu imaš Garnača, ali na desnem in na levem Rashforda in v napadu imaš Hojlunda. To so fantje. To je nastavek, ne? To je to. Pa Onana recimo, ne? Ja, pa Onana. Ostalo pa rabiš vse. Eriksen ne more več, Casemiro ne more več, Varane že gre, Maguire odhaja 5 let. Je pa res, da te zdaj vrnem nazaj, pa te malo izovom, ne? Onana pripeljal Ten Hag, Martinez pripeljal Ten Hag, Mejnu Ten Hagov izum, Garnacho Ten Hagov izum, Hojlund pripeljal Ten Hag. Vse, kar si naštel, da je dober, je pripeljal Ten Hag, ne? Ja. Zdaj, a ti zaupaš, razumeš, da to lahko... Jaz sem zelo v razcepu, ta grozna sezona, to je za bruhat, ne moreš gledati levo, desno in potem se vračaš na uno, United igra najbolj nelogičen fuzbol na svetu z agresivnim pressingom, pa nizka linija, ampak z linijo Evans, Casemiro, ne? Kaj lahko sploh ti igraš, ne? To je nepredstavljivo. Ne vidi se nič. V igri se ne vidi nič identitete in nekaj, na kar bi se lahko oprl, to pa ima potencial. Z izjemo individualne kakovosti, Mejnuja z izjemo individualne kakovosti, da sem pa tja Hojlunda, Garnača, teh mladih fantov, ker valjda vedno se na domače mlade fante, vedno hočeš, da njim uspe, ne? Ampak, ne vem, ne vidim nič, kar bi... Zdaj imaš še to situacijo, kako boš to dogradil, ker je tudi Jim Ratcliffe je rekel v enih onih svojih prvih intervjujev, mi ne bomo pripeljali Mbappeja, mi bomo pripeljali the next Mbappe, ne? Ja. A veš, se pravi, ti boš dobil spet v 3 leta rabo, še 3 Hojlunde, ne? In zdaj, kdo bo to vodil, a ima ta zaupanje, a lahko ta inspirira to slačilnico, lahko inspirira cel klub, ki je gigantski na vse možne načine, ne? To je pač debata. Se ti pa sprosti plača od Varana, top plača, Casemiro, upam, da bo spakiral v Saudsko Arabijo, ker to ni več za nikamor. Budžet za plače se ti pa sprosti, tako da imaš tukaj lahko, vsaki eni izmed linij lahko enega težko kategornika pripeš. Ampak spet, kaj ti bo Casemiro, ne? Vse je osvojil, kar se osvoji, da. Vse je kazal, vse je v nekih situacijah je bil dober, je pokazal. Ampak premalo, ne? Vsi te drugi imajo boljše, kot si ti rekel za Chelsea, vsi te drugi imajo realno boljše nastavke. Dobro, da ne govorimo o teh prvih 3, ajde Liverpool menja trenerja, ampak mislim nastavke tle, v bistvu ta Liverpool 2 pointov je nastavljen. Tottenham mislim, da ima neke realne možnosti, da bo to dobro dogradil, tudi Tottenham ima ogromno lufta v fair playu, da lahko investira. Chelsea je naredil zdaj največji premik v zadnjih 2 letih, v teh zadnjih 2 mesecih sezone, ne? In se ti zdi, da so te vsi v nekem boljšem momentu od Meni se zdi, kaj sem rekel Chelsea, meni se zdi, da je Chelseava ekipa kot taka bolj nekako vznemirljiva, kot pa United. Ja, dobro, ne veš, kaj pričakovati nobeno tekmo. Veš samo, da bo Palmer na nivoju. Ja, imaš neki malo bolj te... Rabiš celo novo obrambo pri Chelsea. Ja, ampak je več talenta. Več talenta. Kakorkoli so razsuta banda, pa 8 poškodovanih vsako tekmo. Več talenta. Ti govoriš verjetno o Fernandesu pa Caicedu, da imajo več talenta, kot United v zvezdni vrsti. Samo oni so dali 250 milijonov za ta 2 igralca. To ne sme biti talent, to mora biti kakovost. Fernandes kakovosti ni pokazal, kaj se je dal zdaj gol iz centra in kaj zdaj, wow. Pa tudi oni so grupirali sam to, ne? Ja. Ne bo itak samo to cilj, da talent kupujejo, ne? Tako da logično je, da imajo več, to se strinjam sicer, da je to bolj, zdaj pa je pa tudi to, jaz mislim, talent, ja, zelo pa vprašljivo, kakšen je karakter v tej ekipi, ne? To je največja uganka. Čakamo šunga Madueka, pa Jacksona, ki hotel v 95 minuti hočeta Palmeru vzeti penal, pa ne moreš v normalnem klubu. Zdi se, da so oni pač itak začeli igrati, pa funkcionirati takrat, ker itak niso igrali več za nas in pa so kar zrasta. Zdaj je pa tle tudi velika uganka
In zdaj se bodo valjda te ljudje, Todd Bowley pa te že javno hvalijo, da je to pa tisto, kar so oni skozi nameravali in realno so tudi Palmerja pripeljali kot enega 7 takih istih v zadnjem prestopnem roku, time je ratal, od one ostale, ki niso ratali, so že vsi pozabili. Ne. Koga bi radi videli v najboljših, ne vem, v top 6, da bi polet prestopil iz ostalih klubov? Ne vem, Olise, Eze, Gordon, te igravci, ki niso v klubih top Big Six. Čakaj, Gordon, kaj bi ti z Gordonom rekel? Kaj? Človek igra v top klubu. Ne igra v Big Six. Liverpool, navijač Liverpoola je. Navijač Liverpoola je Anthony Gordon. Dobar, najbolj da ima denar za to. Je dobro. Mislim, ajde, recimo, lahko bi verjetno igral v Liverpoolu. Olise Zihar. Olise pa Eze. Lukas Paketa. Ja. Zanimiva zgodba. Jaz bi pa izpostavil mogoče enega zelo malo nenavadnega, ta Adam Wharton, ne, iz Palasa. Jaz mislim, da je to brutalen talent. Brutalen talent veznika, ima čisto vse, kar mora imeti vezni na tej poziciji danes. En neverjetnih uspehov te klasične Palasove politike, da najde igralca v drugi ligi, pripele. In kar naenkrat, ne, se to, kar si zanjčili, ko smo se pogovarjali, iz teh Hodsonega mrtvila je Glasner zdaj izstrelil, ti imaš Olise, Eze, ta malo Wharton, tako, ta Munoz je začel igrati Kamunja, ti imaš par igračev, ki lahko prodaš za resen denar, razumeš iz tega, da si bil mrtev. Kaj ti lahko naredi? Olise pa Eze sta vsak 60-70. Mislim, da bi Glasner dobro vodil United. Ne vem, kdo bi vodil United, ampak takega rabiš, ki bo prišel najprej pa rekel, ne vem, spet enkaj vse spremenil ja, v kratkem 3-4-3, Olise, Eze, Mateta. Pa tudi v kratkem času je iz neke čist druge filozofije naredil čist novo. Ne. Kaj videl, brat? Koga bi? V mene je Kudus, ne sem zaradi teh škaric, ampak mislim, mora narediti korak naprej. Je v tej fazi, ko bi lahko, ampak spet ne, kaj to pol pomeni za neko ekipo, če ti priješ v top ekipo, kjer ne bo šlo vse po desni strani, bo tudi po levi, pa po sredini, pa to manj zaključkov, manj preigravanj, to je pa pol spet tiste nogometni segmenti, ki so vedno vprašljivi pri tem, ko greš stopnico ali pa dve naprej. Ne. Ja, pa tle, kot si rekel, Paketa, jaz mislim, da se že malo govorim, to je tista tak nakup, ki ga recimo za City, ne, ker recimo, pač, tako je bilo lani za Dokuja, recimo, pač v bistvu rabiš pa ne rabiš, ampak oni razmišljajo že en korak naprej. In se pravim, City, jaz mislim, da po tej plati je en korak pred vsemi in tukaj mislim, da se ne bi čudil, če bi se to zgodilo. Sej, ni več to. Jaz bi United pripeljal Oliseja za desnega vingerja. Zdaj bo izzimal futbol menedžerja igral. Pa smo pa že prvaki. Pa naravno več nič. Samo da si se Antonija znebil. Antoni gre v Middlesbrough na posojo in to je to. Si pomirjen. Ja, ne, Olise pa Kudus, čeprav Olise se mi zdi nivo nad Kudusom, glede na to, da ima več izkušenj v Premier Ligi, pa tudi številke ima, gole, asistence. Kudus res dobro zgleda. V obrambni ekipi Vojske ima dobro zgleda, ne, tako da bi ga rad videl v kakšni bolj napadalni. Olise pa dobro zgledal in pod Hodsonom in zdaj pod Glasnerjem, kjer je prej igral 4-2-3-1 na Wingerju, zdaj 3-4-3, bolj hod v sredino zbori. Pa Aleksandar Isak, ne, mislim, da se bom zdaj posul s pepelom, zaprej, ker si Gordona izvacijo, ampak zato je po moje špicka lahko igral kjerikoli ekipi. Isak pa Watkins. Isak, a se ni neki za Arsenal nekaj časa govori. Kaj pa z Tonijom naredili? Pa Bruno Guimaraes, ne. Ja. Mislim, da je pa moj Toni je pa zrel za eno močno afero spet, da ga malo dvigne. Da ga malo dvigne. Bule 3-4 tekme pred Rapto, veš kaj, rabi ta impuls, da ga neki more nekoga pretepst, neki staviti, neki fejznarja, neko tekmo, da malo rabi neki impulza zdaj. Pa še mogoče ni izgubljen za Euro, makar kot navijač tam, da gre z unimi huligani gor. Da vas še jaz nekaj izzovem, kdo od trenutnega Bayern Leverkusena mislite, da lahko igra v tvojih top 5, top 6 klubu iz sreda na četrtka? Granit Xhaka. Ne, kdo iz Leverkusena začetne enajsterice? Ja. Kukor češ. Brez prilagajanja. Boniface 100%, Wirtz 100%, Frimpong zelo blizu, Tapsoba brutalen, pa ne bom naprej našteval, celo Grimaldo
v nekem ta pravem sistemu je pač mogoče že malo starejši igralec full materijala. No. Se mi zdi tudi na nek način ta Palacios ekstra zanimiv zadnji vezni igrač čaka. Ne, jaz sem mislil sam iz tega vidika prilagajanja na Premier Ligo. Je drugače, kakorkoli. Jaz mislim, da Virca pa tega Bonifacea greš zelo težko mimo. Še Šik bi lahko igral. Mislim, da sta te dva tako nekako laboratorijsko programirala. No, mislim, da Virc lahko igra kjerček. Kaj pa tvoj friend Stanišić bi lahko igral? Stanišić na eni, Guardiol na drugi strani, kaj je bilo to? Pa še ena, veš, tak, bek štoper, ne veš, kaj je. Top. Lahko igra te nove sisteme. Ja, tako. Daj pogovarjate se malo, jaz iščem igrc. Ne spet fulo tvojo, Kaj pa tvoj Jole? Jole na začetku sezone, kako se mu je razvil? Jole je pa bil na začetku kritiziran z moje strani, ampak na koncu se je že kar pobondala. Kje imaš kamero? Jole, sorry. Kaj da reče, tako kot sem ti rekel v živo, sem rekel, ako se Perišić ozljedi, imate rešenje gore na levom vingeru. Neverjetno. Prahaja, igra vingerja, to ima zdaj kar to, ker ste spustili uno akcijo iz Kapa, Ljubljanske Stožice, ki je dal noter, ki je proti Fulamu. To je zdaj kar že normalno postalo, da Foden napasira malo na levo, cep čez, uklizava pa nazaj noter. V sredino se spušča model, v sredino igra centralnega, vse, kompleten, polivalenten igralec, pa še tako žilo ima na nogi. Ob vsem tem, ne, kar smo zdaj secirali, nahvalili, ne, imamo pa ta elephant in the room, ne, Evropski pokal je letos, ne. Angleška liga, najmočnejša na svetu, v polfinalu ena ekipa, še to mrtva Aston Villa proti Olympiakosu. Kako ste to videli? Kaj to pomeni v nekem širšem kontekstu? Pomeni sploh kaj? Zaušnico. Definitivno. Naslednje leto bojo pa 3. Jaz tudi mislim. Koliko je bilo lani, koliko je bilo? Vsi ti prvaki Evrope, West Ham je vzel konferenčno. Vse pravim, jaz ne bi dal toliko. Jaz mislim, da če bi se to dogajalo, da bi bilo to 2-3 leta zapored. West Ham je naletel na Leverkusen. City je zgubil po penalih. City vemo na kakšen način. Prve pol ure Bayernu 3 kose dal na prvi. Newcastle je bil v skupini smrti. Ko pogledaš te tekme, ko vzameš to... United je edini dejansko... Se v Bruku, Liverpool tudi igral, Liga prvakov, ki je zikal tudi težki grupi. Pa tudi ne, če se zdaj vrneš nazaj, ne. A zdaj to, da bi v Bayernu polfinalu pa Dortmund prišel v finale, ti pove, da je nemški nogomet v nekem blaznem usponu klubski, ne. Pust Leverkusen, ki ima brutalno sezono, Bayern 10 let ni bil slabši, 3. je končal v ligi. Dortmund, najmanj zanimiva ekipa v zadnjih 10 letih, se pravi banda, to so igrači, ki noben drug ni hotel. Tam igrajo, so prišli kot neka banda v finale, kjer jim verjetno dajemo toliko šans, kot Unitedu proti Cityju, v finalu FA pokala. Pa tudi, a veš, a se vrneš nazaj, lani sta Inter pa Milan igrala polfinale Lige prvakov, Inter igral finale, je to kaj pomenilo za italijanski fuzbal, da bi zdaj rekel, da so oni ali boljši zaradi tega ali slabši. Edino, kar je res razlika ta, da so Nemci po Italijani dobili 5. mesto v Ligi prvakov za naslednjo sezono. Pomembno. To je razlika, ampak jaz mislim, da to v kontekstu na prihodnosti pa ne pomeni čisto nič. Naslednje leto se lahko zgodi 4 Španci v finalu ali pa 4 Angleži v finalu. Če bi se to ponavlja več let, pa se moraš vprašati 2-3 leta. Ti rečeš, 5 let ni bilo Angležev v polfinalu Lige prvakov, je pa tudi res, da valjda tako, kot smo se tako že pogovarjali, Liga načeloma slabo skrbi za te, ki igrajo v evropskih pokalih, koliko je to, da se vemo, kakšen problem ima Klopp s tem slotom 13:30, oziroma je imel zdaj v soboto prvi termin. On ti igraš sredo četrtek in ti vrže ta termin. Zakaj? Ker je to televizija, ker ti imaš 2 televiziji, ki imata prenose, se pravi Sky pa ta TNT, zdaj bil še BT Sport in tam ima termin soboto do povdne. In oni, ki zbirajo, valjda rečejo, mi bomo vzeli Liverpool. In tle nimaš prav na glasu, ki si igral in kaj je Klopp zanč rekel, jaz bi bil rad enkrat v tej sobi, ki ti rečejo 30, evo da Liverpool, pa se vsi začnejo. Tega naše neki. Imam malo drugačno. Imam eno drugačno in imenuje se The Wikipedia Footballers Quiz. In tle dobite samo sliko karijere enega igralca, od kdaj do kdaj je igral za kjer klub.
Se pravi, od leta 96 do 2-3 za Blackburn Rovers, 185 tekem, pol 3 sezone za Chelsea, 81 tekem, 3 sezone za Damien Newcastle. Duff. Bravo. Čakaj, pa ta zuma, tle sploh ne vidi klubov. Ne, se mi je povedal, a se mi je imate povedal. telefone pri sebi, da vam... Vse mi je povedal. Vse jaz tudi ne vidim. Ja, moram pa naslednjega. Damien najti. Duff. Kuwait SC, tam bo kurac. Kunda bo na note. A to imaš prav aplikacijo oziroma igrico? Na za to? Twitterju je en profil. To dela celo Nek službo. moj IT-ovce da narediš, da je to live v tem podcastu. Te pogovarjate se, kar rabim. Kako nesterico ste od zadnjič? A veš, kaj smo imeli dilemo? Ven smo dal Haalanda. Ven smo dali Haalanda, pa nismo dali Odegaarda not. Discuss, da ni šme. Čakaj, veš kaj je tle še, ne? Ti bom pokazal. Se pravičujem, režija, ampak... Se pravi, verjetno ste Watkinsa špricirali, ne? Ja. Ja, jaz sem. takole Moj ste se osebni projekt je bil na tej sezoni. Raja na golu, projekt White kluba. desno, Saliba, Virgil van Dijk, Joško levo, Rice, Rodri, Kevin De Bruyne, Foden levo, Saka desno, Watkins v špicu. Kje je Cole Palmer? Ja. Kje je Povej Odegaard? ti, kje je Kola, kam kam daš daš Kola dal? Palmer, ajde povej. Pred Sakom. To je edino, kar boš rekel. Pa Kevin De Bruyne, Odegaard. No, Sam to pa so je- že res 4, 5 Arsenalovcev. Ja. Pa Pa zdaj reši Van Dijka ven, pa da je Gabriela. Gabriela, no, Ja. pa imaš... Pa še Rajo je sprosilo gospod Ja, tam. ne, To sploh ampak nismo- ajde, to golmana sploh nismo je- napisali. Ne. Realno. Na koncu Watkins še najbolj fiksen tle v špici. Fiksen, Belka Haaland. Foden v levo. Mi smo bili med Vodkisom pa Hojlundom. Hojlundom. Pa Isakom. Ja. Rice, pa Rodri, fiks Kukuča. Foden, normalno. Odegaard, White. Saliba Viola tudi levo, fiks, ne. Saliba fiks. Raja. Kdo je? Martinez. A ne, da? Ja. Emiliano Martinez. Jaz sem Ajde, tudi to recimo, rekel, ja. lahko bi dal Vsaj tudi, izgleda, recimo, ko golman recimo, Krka, ne. ja, ajde, može. Sam prav raje tudi tako, kar je na začetku. Od tega? To je prav bral 9 Vzorc mora biti vsaj 10 tekem. Jaz pogrešam Palmerja in pogrešam Odegaarda, pa Martineza bi dal na Se pravi, Palmer namesto Sake. Pa Odegaard namesto De Bruyne. Ja, mislim, zdaj Saka, zato ker ima White v zadnji, ne? Ne vem, kako bi Palmer pa White On je funkcioniral. zdaj že čisto... V taktični shemi. Ja, on je že v detajle. Kako bi Ja, skupaj iskali smo gledal. Mislim, da je tudi, a veš, tebe tudi, ko prideš do teh stvari konec sezone, ti malo determinira to, kaj se dogaja v zadnjih mesecih, ki je imel mogoče Saka mal po tisti brutalni vmesni fazi je mal padel. Ne, sej, temu Palmerju se to ne moreš razumeti, ko se je to leto zgodilo. Ne. On je bil nek totalno kaotično okolje, prišel tik pred zdajci, prvič šel iz Manchestra, levo, desno, tako, a je to vzdržno, a bo on zdaj skozi tak, pol bo zlato žogo vzel človek čez 2 leta, razumeš, to je nemogoče, kako je dobro zgledal, ne. A imate telefone pri sebi? Imamo. Bože, ne. Kaj želiš? Daj, da vam pošljem sliko, da ne bo... Se počutim, kot Sheffield, ki 5-0 gubi proti Cityju. Ni konc. Bom dal Vidmarju prvo, ker njemu pripisujem najmanj šans. Ne, jaz sem pač, jaz sem komisija. Jaz zdaj preverim situacijo. Počakajte, da jaz povem, ker tudi publika mora vedeti, ne? Se pravi, gremo za igralca, ki je med letoma 96 in 97 igral za Newell's Old Boys, pol 3 sezone za Boca Junior, 4 sezone za Romo, 1 sezono za Real, 9 sezon za Inter in 2 sezoni za Basel. Baptista Julio. Ne, on je igral za Seviljo. Roma, Real. Ne. Internacionale. Ne, 14 golov, 9 golov. Ni Walter Samuel, ne. Če ne vem odgovor, potem povedal, če je ali ni. Ne, Ne, on je bil dol v Madridu, kaj 1 sezono. A je Walter Samuel? je, ne, sam. Ni bil dol v Madridu, kaj 1 Ja, sezono. Špic ni bil. Njega so pripeljali kot galaktičnega štoparja, veš, se spomnim, pa je bil smešen. Pa v Baslu končal. Dobro, niste Basel je zainteresirani. končal, Basel je končal. bi si mislil. Ni bil so trener pa v Baslu. Ne vem. voditelj imate še kaj? Ništa. Hvala za družbo, Izidor. Kaj, ne, nič. Urede, dovolj je za to sezono. Hvala za družbo. Plan za poletje?
čim manj se Čim o manj tem tle pogovarjati. biti. Čim manj tle Se pa se biti. pogovarjati v angleški ligi. Mislim, da mi, ko smo odigrali teh 38 krogov, se nam zdi, da smo tudi mi tam laufali za Haalandom celo sezono. Ja, jaz imam dost. Žoge. Še Euro bo, tako da bomo itak celo poletje v fuzbolu se pogovarjali, tako da do septembra pa. Kar se studio tiče, kdaj pa Premier Liga 15. avgustom, nekje 19. 19. avgust, prvi krok, ja. To je to. Do takrat. Do Hvala takrat. lepa za sodelovanje. Hvala. Čau.